Nimam ja odrezanega stran, to moraš vedeti, da ja imaš še vedno penis. Sem obrnjen. Samo je obrnjen nota, ne? Živijo, mi smo Sara in Lucija in ti gledaš, a lahko to stane med nama. In danes je z nama prav posebna gostja, Salome. Tada! Ti si igralka, ti si umetnica, ti si, čak sem tlo se napisam, pevka in po novem tudi, kaj? Sem ga malo izkoriščala za seks 3 mesece, ne? Sem govorila, da ga volim, pa nisem. Glumim, da sem zaljubljena, da me dobro poseksa. Malo bolj grob seks volim tudi, a ne, malo boleto, ne. Včasih tudi jaz rada ponižujem, mene so celo življenje poniževali, pa zakaj ne bi jaz tudi. Jaz verjamem v Boga, a ne, Bog sem jaz v mojem življenju, a ne, in kako jaz naredim, tako bo. Sperme. Tu je kar spermasto drugačni. A ti je vroče rad? Ne, samo Mislim, jaz vem, da ženske ne znajo oralno zadovoljiti moškega, ker sem probala in kaj pol hočeš reči, da je v bistvu vsaj ene 90% možnosti, da mi dve tudi ne znamo. ja. Ampak Lucija, ja mislim, da zna. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Kako bi temu rekli? OnlyFans ustvarjalka. OnlyFans ustvarjalka, evo, recimo tako. A prav mislim, da danes v bistvu prvič tako, mislim, poleg tega, da si na Instagramu objavila, javno govoriš o tem, o tvoji novi poslovni poti, ali kako bi temu rekli? Ja, mislim, da je to zdaj prvi podcast, nasplošno, da se snema s kamero. Tako da imate res Ekskluzivo. ekskluzivo. Ja, Tu jaz sem ful zato, ker imamo počaščena. kamero. Drugače, to sem ti že prej rekla, ampak jaz sem ful počaščena, da te imam spet tukaj, ker ti si bila moj prvi intervju, ki sem ga jaz v življenju kadarkoli s kom imela in sem bila tako živčna in zdaj, ker ne morem reči, protko razmišljala sem, kjer full circle, ker pač zdaj si spet tukaj in zdaj sem že mečkam bolj ulaufana in bomo videli. Sem jaz Kako mi bo nikoli zdaj? rekla, da je to tebi bilo prvič, a ne? Jaz nisem imela tega občutka, a ne? Danes sem zvedela to, a ne? Tako da, bravo. Ja, moj prvič je bil s tabo. Okay. Za začetek, preden začnemo. Še to, če te vsebino spolnosti ne zanima ali pa si prepričanih ne posluša tega podcasta. Ampak za uvod imamo mi, da pripravljam vedno nek icebreaker question, to se pravi vprašanje za razbit led. In zate smo pripravljali, ali bi raje, da lahko do konca življenja samo masturbiraš, ampak ne smeš več nikoli seksati z nobenemu, ali pa da lahko samo seksaš in ne smeš nikoli masturbirati. Tako da, če si horni, pač Ne, moraš rajše masturbiram. Ja, res. Ja? Ja. Ker to je najlepše. To nobeda ne zna, Ja. vsak pozna najbolj svoje telo in brez tiča lahko živimo, ne? To je pa res. Ti bi vedela, ne? Ko boš prišel v moje lete, boš videla, da je Rukica včasih boljša. A ti povem nekaj? A veš, Jaz Rukica ne govori nič. Jaz ne že znam moje tiho. rokice uporabljati čez mere. Mogoče se Kako ne dvakrat že znaš? naučila. Nikoli je ni. Ja, moraš raziskati. To Kako me je Ni to nikoli? čudna, nikoli. Malaže. Ne. Res. Ja, kaj pol imaš puno rukica okrog? Ne, drugače. Pa to sem že govorila, pa takrat, ko sem imela, Majo mi je dala izziv, nalogo, da se pač naučim svoje roke uporabljati. Pa drugače, takrat, ko sva una olje dobila, tisti Liquid Dish, to mi je bilo vrhunsko, zaradi tega, ker pač sem se s tistim namazala, pač neko tako olje je intimno. In pol Poznam. in mi je olje. pač tisti mi je bilo top, zaradi tega, ker takrat sem tako pač sama sebe napalila z rokam. Ampak, Pa veš, kako ti povem, zdaj ja ne vem, mogoče ja imam slabe izkušnje z moškimi, ali sem imela res napačne moške, imela sem jih neki, ne veliko, ker nisem dolgo ženska, ampak niso se neki potrudili z njihovim rukicama, a ne, zdaj ne vem, kako imate vidve izkušnje, a ne, tako da jaz rajše uporabljam mojo rukico, a ne. misliš, da jih je bilo strah, ker so bili tako, ne vem, zdaj, a je tle kaj drugač, ali ni, ali je bilo to, kaj misliš, da? Ali... Nobena muzika ni ista. Ja, sej To to. je moraš tako. vedeti. Ena ima večje ustnice, velike, ena ovo, ena ono, razumeš, in različne barve so in velikosti in razumeš. Tako da ne vem, če se bi bali, a ne. Zobje nisem montirala, no, da bi kaj odriznila, ampak mogoče res jaz nisem imela še ta pravega moškega, kateri bi naredil, da ne bi več svoje rukice uporabljala, ampak sumnjamo to.
Okay, ja. Zanimivo. Mislim, jaz že itak nisem toliko časa seksala, da se sploh ne spomnim, kako je v resnici. Ampak tudi, ko pomislim za nazaj, kaj pa vem. Neka srednja žalost se mi zdaj zdi, da je bila skus. Ne vem, jaz sem dobila občutek, da moški mislijo na svoje riti, na svoje jajca. In hiter, mislim, meni predigra je zelo pomembna, ne? In dolga predigra je pol dober tudi seksa, ne? Ampak svi hočejo neki, da si ti izkoriščajo te v seksu, a ne samo v privat življenju. A ne? Tako da meni ni všeč, jaz zelo pizdim pol, ko gotoviš, da v bistvu on je dobil zadovoljitev zate, se pa ne potrudijo. Ne? Tako da težko, mislim, mogoče res napačne moške sem do zdaj imela, ampak mene pol mine ta oseba, ko vidim, da misli samo na svoj rit. Ok, pa se hitro zaljubiš drugače. Glumim, da sem zaljubljena, da me dobro poseksa. Ja, glej, moraš biti pametna. Ampak če glumiš, da te dobro poseksa, Pa te pol ne dobro poseksa. Hočem reči, oralen seks, ja, jaz sem dobra v orali, to tako moški vejo, ne. Ne posvetijo se to mojemu telesu, in takoj bi šli v akt, in to meni gre na živce, ker akt je sam rutina, to je že konc vsega, predigra je pomembno, ko pride, pa se usede, pa se malo gledaš, pa se malo dotikaš, pa ne takoj hlače dol, ajmo, idemo, to meni ne pali pri meni, zato hitro končamo vsako neko, moram reči, ne vezo, življenjsko vezo, nego seksualno vezo. Ok. Zato, ker opaziš, da te v bistvu jih ne zanimaš. Tukaj, da bi se potrudili. Ja, tako. Pa se posrečuješ tudi s fetišizacijo, kako se temu reče? Sicer se vse najbrž, ampak... Pa jaz volim, da nad mano dominirajo moški, zato so moški in malo bolj grob seks volim tudi. Malo boleto, ni užitka. Ampak, ja, včasih tudi jaz rada ponižujem, mene so celo življenje poniževali, pa zakaj ne bi jaz tudi jih poniževala, Tako da veliko je njih, ki uživajo v tem, da se jih ponižuje. Ja, tu je ful dobra ta niša. Tu bi jaz ful z veseljem počela. Ja, Zdajle, se mi zdi. Nikoli se ne ve, ki bom jaz moj OnlyFans pripeljala. Sponzor današnje epizode je najna najljubša igra za pare Black Donna. Jaz kaj veliko sploh ne bom govorila, ker komentarji od drugih že vse povejo, recimo tale o analnem seksu. Končno jim je uspelo! in pazi to, ta igra ima kar 342 različnih izzivov, ja, prav ste slišali. Vam jih par preberem, da si predstavljate, se pa stopnjujejo, začne se ful enostavno, tako kot smo imeli že v par prejšnjih epizodah. Zaključ se tako, da dobesedno roleplayata, prav z navodili, kaj pa kako. Vmes so pa kakšne take. 1 minuto liži, ne sesaj, njegov penis. Potem naredi 5 počepov nad njegovo glavo, dovoli, da ti med počepom poliže muco. 2-krat ga počasi poliži od jajčk do vrha penisa. In tako naprej. V glavnem, te stvari mogoče tako na prvi pogled zvedijo hecne, pa tako WTF, ampak jaz vam povem iz prve roke, da ko si enkrat v tistem moodu, pa se igraš to igro, je ful zabavno, ker ti kar ena igra daje navodila in ti reče, kaj moraš narediti, in pol probaš in včasih je kaj ful bolj erotično, kot si misliš, včasih je pa kaj sam ful hecno in se malo nasmejiš in si rečeš, WTF je bilo to. Ampak je smešno in zabavno, zato ker ti karte to naredijo. Pa na koncu, pač to je taka igra, da na koncu oba zmagata in seksata. Tako da, če ne veste, kako popestriti svoj seks, kako popestriti pred igro, je ta igra popolna, ker pač 342 različnih idej. Tako da, če rabita neko spodbudo, da vam ene kartice povejo, kaj delata, da ne bosta vsega vidva kriva, pol pejta zdaj na senziola.com in uporabta kodo MEDNAMA20, ki velja samo zdajle pred Valentinovim, in pol se lahko zabavata in tudi vidva mogoče prvič doživita analni seks ali pa kaj drugega, kar si želita. Zdaj pa gremo naprej v epizodo. Ja, OnlyFans, evo.
Kako to, da si se odločila, da boš pa zdaj OnlyFans odprla? Jaz verjamem, da se je veliko ljudi šokiralo, normalno. Veliko je navdušenih. V krogu mojih prijateljev so bili vsi navdušeni. Moramo vedeti, da je Salome začela svojo kariero zelo. Erotika je bila moja inspiracija. Jaz sem zmeraj se erotično nosila, vzburjala sem to moško, pa tudi žensko domišljijo. Cel moj začetek kariere. Ampak kaj se pol zgodi? Jaz sem se po 40. letu začela se telo spreminjati, sem se začela tudi rediti. Jaz sem se tudi udebljala bila in zgubiš to erotiko. Ne? Ko se pogledaš v ogledalo, se prestrašiš in ta erotika zgine in kako se boš svlekel, ne vem, zdaj. Jaz se nisem mogla svleči, moje telo meni ni bilo nič seksualno privlačno. Pa hotela sem tudi videti, kje so prišli ti moški slovenski. Jaz sem razbijala tabuje na začetku, pa sem rekla, ajde, zdaj da vidimo 2026, je tudi leto za spremembe, pa sem rekla, zakaj ne bi jaz, doktor Glumičič mi je spremenil telo, cela sem se uredila, shujšala sem lepo, res gledala sem se po pol ure v ogledalo, v to telo in sem občudovala žensko, ker prej sem jaz bila lušna in zgodna, ampak ni bilo tih bokov, malo sem maščobe vzela iz trebuha, dala v ritko, povečala sem si prsi in sem rekla, zakaj da jaz to telo, da gledam samo v ogledalu, zakaj ne bi jaz to malo delila? Sem rekla, edino OnlyFans, tle nimaš kontakta z njimi, rada se pogovarjam z njimi, zelo so luškani, moram povedati na chatu, ko chatamo. A imaš slike zraven, se vidi? Ali ti pošljajo oni svojo sliko? Tudi pošljajo, veliko spolovil dobijem. Ali jih ocenjuješ? Pa ne, zakaj bi ocenovali? Ne, kaj ne to pali? Kao da je ocen moj penis in pol en mi je ful, že ga skurcaš na polno. A pa bi, če bi kdo želel. Ja, valjda. Ja, pa to je najboljše. Moramo videti, da sem čist na začetku, in treba bo en čas, da dobim tudi več vsebine gor, več ideje in vsega. Tako da zadovoljna sem, kako sem štartala. Upam, da bo super naprej. Še večina moških? Tudi kakšna ženska? Tudi. Tudi. In kakšen je tako, rekla si, da odzivi so bili mešani. Tako od prijateljev, support? Prijatelji so bili čisto navdušeni. Zdaj nisem dobila velik negativnih sporočil na internetu, mogoče 2, 3, boljša si v teatru, take stvari. Ampak moramo vedeti, da jaz sem se končno tako lušno sprejela cela in jaz sem tudi nudistka po duši, tako da se nikoli nisem sramovala svojega telesa in manjkala mi je ta erotika, to neko vzburjanje. Dobro, jaz sem zdaj že v letih, ampak ko se slešim, jaz gledam bomba. In sem rekla, nič, jaz bom spet to malo erotiko, mogoče tudi bom partnerja končno dobila s to erotiko. To se je zbudilo v meni in sem rekla, zakaj pa ne bi, sem rekla, če kdo v Sloveniji bo imel OnlyFans, pa to je Salome ta prva. Ja, se strinjam. Mislim, mene ni nič šokiralo, jaz sem si samo spraševala, zakaj nisi že prej tu bil. Ja, lahko tudi odgovorim, Treba je malo poguma dobiti. Ni to kar tako se svlečita pred Slovenijo, pa pokazati si miciko mojo, pa samo zadovoljevati se in da to Slovenci gledajo, sem rekla, a boš blokirala Slovenijo? Sem rekla, zakaj? Pa valjda Slovenci seksajo. In kaj tazga? Če jaz lahko pomagam še nekomu, da je dvojni užitek, zakaj pa ne? Ampak ciljamo pa na cel Balkan, ne? Valjda. Ne, na cel svet. Jaz sem transpolna ženska, je fetiš v svetu, Ja, se res, Tako da jaz pripravljam tudi nove vsebine, ki bomo snemali tudi v tujini, v Avstriji. Tako da ta mesec gremo v Avstriji snemati, naj bo skrivnost. Kaj pa lahko ljudje pričakujejo, ko se subscribajo? Vsi vemo, da na OnlyFansu imaš tisti zid in potem imaš pa zasebna sporočila in tam dobiš tisto, kar si želiš. Kaj bojo pa videli, če bojo pač sam ta osnovni paket vzeli, ali kako bi temu rekli?
Ja, ta osnovni paket je nagovarjanje, da vzame on večji paket. Je logično. Ja, glej, dobijo noto slikice, a ne, jaz sem zelo fotogenična, celo ekipo imam, to Emperatriz mi je maskerka, imam frizerko Irino, Leposlava, ne vem, studio Leposlava, oni skrbijo za moj videz. Tako da spet slike niso profesionalne, a ne, ker bilo bi brez veze, da je da je retuširana slika ali ne vem kaj, puščamo tako, kak so. Glej, ne morem skriti svojih, mislim, jaz ne bom nikoli 20 let mlada videti. Jaz imam leta, se vidi, da jaz imam leta. Imam velike izkušnje in sem rekla, zakaj ne bi to izkoristila, a ne. Tako da dobijo te slikice, ki so zelo mamljive, da greš naprej, a ne. Ja, une sem jaz videla na Instagramu, ko si objavila, so ful dobre. Dobro, na OnlyFansu so malo bolj razgaljene. Okej. A lahko vprašam, koliko pokažeš dejansko pač tam, preden greš kaj več zakupati? Ja, sem tudi naga, ja. Okay. No to. Ja. To je ful dobro. Pa ti imaš 10 evrov, si rekla, da je. Ja, To lahko povemo. zdaj smo imeli v štartu 10 evrov, zdaj bomo dali popustek. Ja. Še, no. Ja. In čakaj, popust morajo pač spremljati, da bojo videli. Ali kakšna koda, ali kako to deluje? S kartico grejo gor, ne, in plačajo na računu kot, ne vem, bilo kjera druga. Aha, boš pač malo ceno spustila za... Ja. Ja, no, evo, pa se zdaj splača to zagrabati priložnost, ne? Ja, glej, tisti, ki imajo te domišljije, trans ženska, ne, pa takih pack, kot sem jaz, ne pridejo gor. Okay. Eni ljudje imajo, si postavijo neke meje, do kam bojo šli. A si kakšne meje postavila? Pa zdaj OnlyFans, glej, največ denarja prinese pornografija, ta prava, ne. Kaj je zate ta prava pornografija? Kaj to je zdaj Oralen spet? seks, analen seks, vaginalen seks, a ne, do konca, ne, da greš, a ne. Še z eno To osebo, je misliš? največ, ja. Ali pa z dve. Ja. Z eno, ena kot nobena. Hecam se. Ne vem, jaz nisem še, mislim, odprta sem za vse variante, če bi imela kakšnega lušnega, zakaj pa ne? Ja, kaj pa recimo... Da, mogoče bi se ženske naučile, kako se dela oralen seks, lahko bi delala kakšne tečaje. Recimo... Ja, glej. Ej, ko boš če bi pa začela komu- imeti tečaje! Ampak v resnici, če bi komu jaz A zdaj veš mogla kako? zbirati, da grem na oralni seks tečaj, si ti kar Glej, primerna morate kandidatka. vedeti nekaj, da sem jaz veliko mojih prijateljic naučila oralnega seksa. Ker ženski ve, kaj paše. Moškemu ve, kaj paše. Jaz sem bila nekoč moški in točno vem, kje zagrabiti, kdaj spustiti, kdaj stisniti, kako gre Pa not. to moraš ti izkoristiti. Mogoče bom, ampak bom imela tudi kuharske tečaje, a ne, bom malo razgaljena kuhala. Pripravljam se na snemanje moje limonine pite, a ne, tako da... Tu je pa kontent, za katerega jaz živim, tako golo kuhanje. I love it, če bi lahko neki... Ja, izslikala bom naga, tako da pripravljam Pa domišljijo. pospravljala? Ja, imam burno domišljijo in veliko bi od tega gora. Ne. Sam rabim čas, da to vse posnamem. Zdaj se selim, tako da... Ja, gola selitev. Ja, po Ljubljani, da ne sem gola škatle. A celo sem tudi to razmišljala, da bi se naga slikala sred Ljubljane. Ampak zjutraj ob 5, ker ni že Ja, ja. Kaj tako je Ljubljana prazna po noči. To je pa res, ja. Kaj se smeješ? No, vas, ej, A ti mi koga to razlagaš, ker... Lahko bi skup šle. A imaš fanta? Zdaj sem se spomnila, druga sem zaročena, sem prstam pozabila. Oh my Vse God. vas pa tega ne to so danes. slabi znaki. Ne, on me Ne, je saj se distraktov hecam, tam, on je glej. dal še pančko. Vsak se lepo. odloča v življenju, kaj bo delo in Ampak če bi pa komu subskrbala, bi pa tep, zato da pokažeš, kako tvoje nasvete za oralni seks, pa to pa bi Ja, glej, slišala. ta grifa, ne, kdaj stisniti, kdaj spustiti, že to ne znajo. Mislim, jaz vem, da ženske ne znajo oralno zadovoljiti moškega, ker sem probala in sem videla, da ne obvladajo. Kakšna pa, ali to je Eurojackpot? A ne, da sem mogoče Kaj pa hočeš reči, da je v bistvu vsaj ene 90% možnosti, da mi dve tudi ne znava? Ja.
Ampak Lucija, ja mislim, da zna. Tako mi izgleda. Mene so ful hvalili, drugač. A? Mene so ful hvalili. Ja, veš, kaj te So se zlagali? moški zmeraj hvalijo ženske, da dobro naredijo. Ne? A veš, to so te Ja, kako finte. da mi bi pa po resnici povedal? Ja. Nobeden. Zobje se ne uporabljajo. Tu jih Lucija. Ko videla sem ene, da grizejo, verjemite, da to... Enim paše. To Res, naredila sem enkrat prav anketo na Instagramu. kaj jim in jih paše, je, pač ne verjemi tako, mi, da da jim grizeš, ne... ne da zaribaš, ampak Ja, tako, da ene rečeš, zaribajo, da malo ene pogrizkaš. zaribajo. Drugače je zdaj. Ja, Ampak ne to smeš- zdaj ima probleme. Ti moraš kot alien povleči zobe nazaj. Se jih, A veš? se jih. Kaj naredim, če ima pa velikega? Ja, ti imaš pa velike zobe, ne? Tu. V bistvu Ja. imaš kar velike zobe. Čakaj no. malo, Pač jaz- jaz tudi volim velike, pa jih ne zagrabim. Jaz sem tako Ti premehna moraš, usta. ko tako da- delaš, biti skoncentrirana na to, da ne Ne, zakačiš. se zdaj sem full. Pač jaz drugače prej, noben problem. Meni je en rekel, prav spomnim se, je rekel, jaz drugače full ne maram moralnega seksa, tako da glej, pač. Na Ker ni koncu nobena- on je bil Ker ni korupcija. ta pravo To je bilo dobro. najboljš. Pa sej, Ja, pol je saj rekel, to. da je dobil končno prvič v lifeu dobrega od mene. No. In pol jaz Jana spoznam. No, in vidiš, da sem on, ti rekla, in da on zna. zobe čut. In jaz Kako gleda? tako da, pač glej. Ja, jaz ne vem zdaj v A ti je bistvu. vroče rad? Ne, samo tako pač sprašujem se, če sem res zdaj v laži živela. Ker če so pač vsi ti moški se lagali, da je dobro, so si pa sami krivine. Ja, a veš Pa kako? true. Tudi moški ti med seksom začne take ljubezenske točke, da se ti bolj sprostiš. In to so vse finte, ti moški so lisice. a Ker v veš. resnici je pa tudi res, ko je mene kdo vprašal, kadarkoli, če je bilo dobro, sem zmer rekla ja, tudi če ni bilo. No, vidiš, no, vidiš, alo. Ja. Ja. Ok, Okay. okay. Igračke so tudi potem, zdaj to se pravi, trenutno, če še ni. Ja, jaz se zdaj trenutno na OnlyFansu igram z igračama, ne? Pa z rokami, no, ti si rekel, da si fenica svojih rok. Ja. Ampak sem videla, ti imaš en vibratorček, ki se obrača za me. Ja, bomo In dosti mi je ti rekla, da je ful veliki. Meni je vsaka bilo stvar velika, videti. veš, ker sem tako jaz taka, imam stisnjeno. A ja, vse vprašanje je, skupaj, kaj mehna. zate je veliko. Mogoče še nisi veliko ni videla. Ja, po moje, da ne, Ja. res. Ker meni je tako, lej, moja nožnica je po moje ne tako dolga. To ne verjamem. Če dam jaz prst do To tle se- not, pa čutim maternični vrat. Res, Ja. res. No, nisem resnica. jaz preverila, In, ampak. in kaj pol najdeš moškega? Pa najdeš. Ma ne, Ja, maternica. vsak mi Ti, paše, ko se ne? vzburiš, to je vse raztegljivo. Vse, malo se Verjemi raztegne, mi, ja. Da se vse raztegne. a Ne? Ampak imam pa nekako bolj, ne osko, nizko. Kratko. Kratko piško, ja imam. Da to ne smeš govoriti, to moški ne marajo. Zakaj? Ja, kratko, kam bo guro pol? Uritko. Ja, hvala Bogu, hitro je, bolj hitro pri koncu, to njemu še bolj paše. Kaj ti seksaš 2 minute pa pol? Ne, ali pa če ima full mehanga, to je perfektno. A Ja. veš? Ja. To bo pri njej bo si rekel, fuck, še nikoli nisem čutil konca Nič. nožnice. Jebi ga, ne znamo fafat, kratko piška. Ne, nisem rekla, da ne znajo vse fafa, ne znajo. Ampak redko, kera se potrud, a veš, in mlade punce ne znajo. Ker se morajo naučiti, kako smo mi tudi bili mladi, pa se moraš naučiti. a Ne? Ampak z leti, zakaj moški imajo rade tudi starejše ženske? Zaradi tega, ker so izkušene, a ne? Ki so bolj sproščene v seksu, ker vejo, zakaj se gre. a ne. A ne. Dej povej zdaj to. Jaz sem imela zdaj tudi na Instagramu vprašanje, ki je ena vprašala, pač, kako zdaj zadovoljiti moškega, pač kaj je najbolj pomembno. In jih je bolj ful napisala, da važen, da ona to dela z veseljem, da uživa, da ji ni to zdaj muka. In pa sem dala pač vprašanje, da ne moški glasujejo, če se strinjajo s to trditvijo. In jih je, ne vem, 1% je rekel, da pač ni to najbolj pomembno, vsi ostali so pa rekli, da jim je to najbolj A pomembno. kaj pa je to jim je resnica? pomembno? To, da ženska uživa pri tem. Pač tako, ne da je to tehnika pomembna, ampak važno, da ona tam ni zmuka. Valjda, Če da je ona... tehnika pomembna, alo, pa debelost. Ne, ženska, ki izvaja oralni seks, Aha. da mora ona uživati. Da njih to najbolj napali. Bolj tehnika, da jih napali, če pač ona tam je tako fajn. Če nekih dela na silo, pol brez ize, da sploh kaj dela. a Ne? Pol tudi s A veš, tehniko ne bo dobro. Zdaj, ja. a veš, vsi mi imamo slabe izkušnje, marsikaj smo doživeli. Ženska se mora sprostiti absolutno pri tem. In mora biti všeč spolovilo, ki ga vidi pred sabo. a Ne?
Spolovilo mora imeti lepi vonja, ne. A veš, to je Ti imaš rada spolovila? Moška? Ne vem, Ja, imam, ja. ok. Kaj imaš pa raje, moška ali ženska? Tako za pogledat vizualno. Moško. Res? Ja, vsi so različni, isto kot muzike. A veš? Recimo jaz, ko vidim penis, meni je to strašno. Ja, a res? Res. Gobica. Nekaj Oh, moj čuden, bog. čudna stvar mi je Jurčki. pač. Oh, moj bog. Kako bo to šlo na? Zacrkni. Ja. In so Ja. res take gobice. A? Ja, ne, sem hotela reči, da pač meni recimo In potem ti niso pride tako ena penisi. lisička in poleg gledaš tako, oh, what the fuck. Ne, jaz sploh ne gledam. Jaz, ja, tako je. Zacrkni. Ja. Kaj pa zate popolna velikost? Tako. Ne rabi biti on veliki, on mora biti lep. Za moj pojem, lep. Kaj je lep? A veš, eni Tudi mi je... 17 je velikost v redu. Okay. Ne rabi on zdaj Lep biti 24. penis. A ne? Tudi 13 je v redu, če je on lep. A ne, ženski mora biti lepo spolovilo, ne vem. Kakšen je pa grd? Zdaj ja govorim o porno tičih. A ne. Ja, imaš kakšnega porno igralca, ki ima tako res lep penis? Pa skoraj vsi imajo lep penis, Ja? porno igralci. A ne. Ampak ponavadi imajo te ogromne, a ne. Okay. Ko moja muca nima toliko parkirnega mesta, isto kot tvoje. Ja. Meni je v redu 18, ajde 19. Ajde. Lej, to se zdi meni ful velik, recimo. Ja, gled, če ne imaš ritko. Tam pa tam ni materičnega vratu, a veš. Pa gre. Čakaj, Samo veš, zdaj ene ženske, vem, da ful obožujejo analen seks. Priprava je ful pomembna, ker se ženske pač, ki vejo, da imajo luliko, zakaj bi se ona klistirala, če ima luliko. Ampak moški ponavadi rada imajo malo luliko, pa bi pol malo od zadnje, jer je analna ritka je bolj stisne, a ne. To je ipak ena mišica. A ne. Predtem, če imaš partnerja, ki ima rada analen seks, je fajn se, da se sklistiraš, da gledaš prvi dan pred tem, kaj ješ, a ne, tudi to je pomembno. A ne. Da se ne sklistiraš pred seksom, Ne? nego prej, a ne, da imaš, ne vem, lahko od tuša tisti ručaj daš dol, pa si toplo vodo daš v not, ampak da imaš čas, 1-2 urice prej, da to sve gre ven, pa še enkrat in pol je to čisto. Pa ne vem, ste se pogovarjali, ti si nekaj govorila na TikToku, ja mislim, če daš penis iz ritke v usta. No, če si fajn sklistiran, penis nima nobenega vonja, da bi bilo kaj po svinjariji. Ja, meni se A ni nikoli štekaš. zdelo. Pa moške ful vzburja vonj anusa. Ja? Ja. Ja. Ženskega, Anusa. svojega. Ja, moški anus ali ženski anus isti vonja. Zato si A vedno veš? povohajo prsta, veš, pol. Se pač ne, dej pomisli, zato sem zdaj vprašala, če svojega anusa tudi jih vzburja. Ja, Najbrž ne. anus ima pa specifičen vonj, ki vzburja moške. Okay. A ne. Zdaj oni, veš, straight moški, na vonj moškega anusa se zgražajo, a ne, ženske pa isti vonja. Tako da ne vem, kaj se zgražajo. A veš, ne obstajajo zastojno homoseksualci, mislim, to je užitek, kaj točka pri moškemu je v anusu in veš, in poznam pare, kateri moški ženski par in katera ženska se strepono zadovoljuje svoga partnerja in eni su pametni, pa je jači orgazam nego navadan orgazam. To je veliko jači orgazam, a ne. Tako da Kar povej jim. Ja. Kaj pa zdaj ženski, recimo, pa moški orgazem, ko veš, kakšni so ne, jaz to pa ne morem vedeti, kakšna Ne je razlika. moreš. Jaz nisem biološka ženska. Ne. Jaz vem, kakšen je orgazem transspolne ženske. Ne. Aha. Što ne morem jaz to zdaj Ampak usporedjevati. ni pa razlika od prej. Je razlika v tem, da ni izliva, a ne, da ni sperme več. A ne. Sperme, kako se reče pristojno sperma? Ja, tako Ja, je. izliv. Mislim, da je to Super si rekla. Semenke. Ja. Ne, super si rekla. Ja, pač ni tega močnega izliva, ampak jaz doživljam orgazem čez živc
glavice penisa, ki je narejen zdaj pri meni kot klitoris. A ne. Tako da pomembno je, da je orgazem. A ne. Zdaj na začetku to ti izgleda tako slab orgazem, sem pol s časom, kako gre čas, a ne, pol ti je ta orgazem močan, isto kot ti je bil moški orgazem. A ne. A misliš, da je to zaradi tega, ker si že pozabila, kakšen je dejanski moški orgazem? A oziroma nisem z izlivom? pozabila, to ne Ne? moreš pozabiti. Aha, ker sem mislila, da mogoče veš, kaj toliko časa minilo, da ti je zdaj ta pač močen zaradi tega, ker ne veš jaz, več, ko koliko je un. živimo, ta orgazem se izlije ven na sluza, ampak moraš biti na injekcijah, hormonskih injekcijah. Te tabletke, ki jemljajo estrogena, niso tako dobre kot injekcije. A ne? A ti si na injekcijah? Ja. Aha. Čak, izliv pa pride iz nožnice? Ali? Ja. Aha, Ja. okay. Pa koliko je tega tako, ne vem, za eno čajno žličko? Koliko je sperme ponovno? Ovisi, koliko si vzborjen, včasih je zdaj kar špricnate. Ja? Okej. Ful zanimivo. Ja. Jaz se spomnim, da si... Ampak všeč mi je, nekaj se izlije, še vedno se nekaj izlije. Razumeš? Meni je to tako zanimivo. Ne predstavljam si. Ok, naprej. jaz vem, da si ti rekla, da... Pri tebi ni tako. Se ti ne izlije nič. Ti špricneš 100%. Juicy. Ja, no, ja. Ja, ampak, no. Vse je podobno. Ja, Razlika je samo, ker ja nimam recimo maternice. ja, no, vse izkaj pa samo pol zdaj ti pride moraš- to. Ja, Ja. mene sprašuješ, pa nisem jaz Čarovnija. kirurg, jebote. Verjetno ne vem. Iz teh žlez. Ne vem, žlezde so, nimam ja odrezanega stran. To moraš Razumem, vedeti, da ja imaš še razumem. vedno penis. Sem tako obrnjen. Samo je obrnjen nota, ne? In ta makronični kanal, on je poln živcev. In jaz, ko penetrira v mene, jaz imam v bistvu moga trdega not, jaz, ko se vzburim, on se še vedno diše. Ampak je Sem not. res, ja. In potem imam dva penisa, tako da delajo. Da. Tak shit. Ja. Se pravi, enega v drugemu notu, v bistvu. Ja. Wow. Ok, no, vidiš, le. Jaz, če bi bila Ker tip, še- jaz bi to hotla s tabo seksati. Jaz- To je Ja, neverjetno, pa se sploh veliko nekaj njih si hoče to. prav. Moram povedati, da so mi začeli zdaj pisati kot nori na Facebooku, na Instagramu. A ne. Ne vem, zakaj sem naredila OnlyFans. Zdaj bi se oni pogovarjali z mano, a veš. Ja, sam pošleš link, tle je plače. Ma Ja. nič Če se hočeš linka, pogovarjati. vse vidijo, da reklamiram linka, ne rabim jim govoriti, a ne, jim povem, da se tam lahko pomenimo in to je to, ne, kar tiho Ja. sem, a ne. Veš, tako da je naval, odkar sem te slike dala v spodnjem perilu, a ne, ki izgledam fantastično, Ja, res. je kar naval moških, ja. A si Ja. pripravljena tako tudi, recimo, si odprta za to, da mogoče spoznaš koga, ki bi hotela kaj več z njemu, pač tako na OnlyFans. Če bi te kdo tako ful privlačil prek Pa pogovora. valjda, pa da to. bi, zakaj Ja? pa ne bi? Pa zakaj pa ne bi? Ja. A ne, zakaj pa ne Kakšen bi? moški pa se ti zdi, kaj Gle, iščeš? jaz sem gospa v letih, ampak meni so všeč mlajši moški. A ne. Bili prej in zdaj. Meni se to ni spremenilo, da zdaj jaz moram imeti 60-letnika zaradi mojih let. a ne. Gle Madono, gle Cher. Alo. A veš, tako na zadnji partner je bil star 29, a ne. Sem ga malo izkoriščala za seks 3 mesece. a ne. In ne grejo na živce. Sem govorila, da ga volim, pa ga nisem volila. Kaj če bom zdaj to slišal? Ja, itak da bo slišal, pisa. Obriga me. Sem me klical. Zdaj me klical. Ja? Ja, klical me polet, od novega leta, se nismo slišali, polet me klical. Zdaj mi je pisal, tako hude fotke imaš, pa me klical, sam sem najavljena. Ne. Če zakaj pa? Veš, ti- meni je ful pomembno tudi, da imaš neki tlele note. Ne. Da je po seksu tudi zanimivo. a Ne. Ja, Da, saj to. da si na eni isti valni dolžini, kaj je nemogoče z enim mlajšim tipom imeti. a Ne. A veš, in pol, ajde, 3 mesece zdržiš, pol pa se ne da više. a Ne. Ne Ja, vem. kako boš pa pol najdla enega, ki bo bil in mlajši in Pa, intelektualno zanimiv? Absolutno obstaja. Zagotovo, Mislim, kako jaz obstaja, moram ne. povedati, da jaz ne branim se jaz moškega mojih let. Če je on na isti valni dolžini, da je samski, da vidijo v meni osebo, da ga ne moti, kdo sem jaz bila, da je zabaven, da rada potuje. Glej, jaz sem odprta tudi za moje vršnjake. Pa da skrbi zase. a ne. Da je ohranjen. Ja, gled, koliko tok zdravo telo. A ne. A ne.
Pa ni več tako velik izbere pol. Ker zdaj si tukaj enih teh zahtev povedala, pa starejših moških, da jaz, ko pogledam starejše moške, jaz ne vidim, da je ful izbere med njimi. Sem tu nesramna, zdaj sem bila tu malo nesramna. Mislim, a veš, kako zapustijo se, ne vem, zakaj se zapustijo. Ne. Mislim, jaz sem bila isto v tem periodu, ko sem se zredila. Ne. Nisem zdaj obstala in čakala, zdaj čakam, zdaj je konc in, a ne. Nego sem razmišljala, kaj narediti, kako bi naredila, pa vsem, ki sem uporabila, jaz plastično kirurgijo sem uporabila, jaz sem to vzela kot transformacijo, še vedno mene, to tranzicijo, a ne, a veš. Tako da, jaz sem si zmeri hotela malo boke, nisem imela nikoli boke, nimam in zdaj sem skušala. Ampak hotela sem neke obline imeti, kaj ti kot moški nimaš teh mal. In oni tudi lahko grejo na fitness, lahko prehrano, se veliko naredi. Zdaj se eni izšpikajo in vse živo. Ne. Kako pa je bilo, ko si šla na te operacije? Kako je bilo, ko si šla na te operacije? Težko? Tako okrevanje? Meni težko. Kaj? Jaz sem sva srečna bila. Ja? Je valjda, ker vem rezultat. Doktor Topčič je itak car, kar se tiče oblikovanja ženskega telesa in rekel, skapu dol. On je meni spremenil življenje in on je kriv, da sem na OnlyFans. Preden si odprla OnlyFans, si naredila kakšno raziskavo? A si se tako, ne vem, subscribala na kakšnega, da si malo videla, kaj drugi delajo? Ali si rekla, jaz sem zdaj to čisto po svoje, pač jaz vam itak to kidaj? Nisem, ne. A si bila kdaj na kakšnega subscribana? Ali sploh ne? Ne, nikoli v lifeu. Ok. Ampak z Tomažem Miheličem Marlenco smo imeli tudi oddajo na TV1 o spolnosti, veš. In sem tako, tam sem veliko stvari izvedela in tudi tam smo govorili ful o spolnosti, o seksu, tako da nekih tabujev, da bi jaz zdaj jaz sem prva v Sloveniji, ki je razbijala tabuje, a ne, jaz sem prva govorila v medijih o kaj je to homoseksualci, biseksualca, veš, ti to moraš vedeti, da to prej v slovenskih medijih ni bilo, jaz, ko sem prišla, sem začela, kaj je lezbika, ne vem, tako da meni to, da ja imam zdaj OnlyFans, je nič, kot da gremo na eno kavico, pa, a ne, rada volim se slikati, a ne, rada sem lepa in kaj tazga. Moramo razbijati tabuje naprej. Zdaj razbijam tabuje kot Slovenka, ker sem dobila državljanstvo. Tako da, evo, zdaj Slovenka razbija tabuje, takrat je Hrvatica bila. Čestitke, drugače državljanstvo. Ja, hvala lepa. Ponosna Slovenka. Ja. A imaš kakšnega tako dream človeka, s katerim bi sodelovala, tako na OnlyFans? Zdaj sem že dobila neke ponudbe, moram povedati, ni da se ne dogaja, mi pišejo, dobila sem celo za fotoshooting enega fotografa včeraj, ker zdaj se šele malo bilo v medijih, bilo je v Suzi, ne vem, žurnal, pol so pa pobrali drugi mediji, ampak jaz sem odprta za sodelovanje, absolutno, ker to je prenaša moji followeri gre tam, njihovi k meni, tako da, ja. The best, ok. Bi sodelovala in z ženskami in z moškimi tukaj ti? Pa, ovisi, kaj bi se snemalo. Čakaj, pa tu, oprostite, vsi, ampak kad tu ta sodelovanja potekajo, odkud da porničku postavite? Ne rabiš ali kako drugače poteka? Kaj to pomeni? Ja, jaz bi si predstavljala, ja, da neko snemanje imaš skupaj. Ko se šeškaš po riti skako. Ja, malo tako sadomazo, ne? Štipneš je za bratovičko. Ali boš tekmovali, kjer prej prida, veš? Ja. Ok, ta tekmovanja sem jaz rada gledala, ko sem bila mehna, mislim. Ali se tuširaš, pa se polivaš mlekom, medom, ne vem. Ja, kar ljudje želijo. Masaža z oljem. V avokado se namočeš. Avokado? Veš, koliko avokada rabiš? Ful, cel ajmer. Pol bi iz Afrike morali en kontejner naročiti. A veš, da bi pocen bila. Ja, samo avokado je dobro za kožo, pravi. In za content.
Tako te, A ti imaš OnlyFans? nimam, ampak A to je bila škoda. moja ideja. Ne? Evo, Moja evo, ti bi stranska se mazala z služba bi mano. bila tako, da se potopim v ajmarje različne hrane. Tako recimo v banano zmiksano, ampak tako ful, tak sod banane. Banano. Vse, A ja bi banana, rajše v avokado. grozdje. Sej, V grozdje. Ja, sej. Da gazimo nage v grozdje. Tudi, ampak tako ful Pa velik se- ajmar pa tega se- grozdja. Not lepo namažemo z onim vinom. Meni je avokado najbolj všeč od teh Oh, opcij. Da veš. Če že. No, tu se zdi meni, tu jaz A bi si to kdaj ful gazila grozdje? To je, a veš, jaz moram povedati, to je tako žgičkljivo, a veš, ker Nisem. tiste koreninice, a ne, ki se grozdje drži A gor, ja, te pol žgička. Jaz sem gazila kot otrok, a ne, na Rabu, nismo doma imeli te mašine, ki zdaj Ja. imajo, ki to melja, ne. Tako da je prav seksi in si lahko zamislim včasih, ko so gazile ženske grozdje, pa so imele one kiklice gor dvignjene. a veš. Je bila to najbolj seksi stvar, ki se je v letu zgodila. to je bil ne? pornič takrat, to je bil ja, pornič v takrat. bistvu. Pa še unika imajo, pa še food fetiš zraven in Ja. meč, tako gledaš tja noter. Ja, ja. Da veš. Koliko je bilo včasih to težje dobiti te stvari. Zdaj greš na OnlyFans in napišeš, hej, a bi malo po grozdju hodila zame? Bum. Ja. Se bom tudi live imela, zdaj ne vem, ta vikend ali drug vikend bo imela live. a ne. Kje? Na... Izpolnjevala želje. Na OnlyFans. A to imaš lahko live? Ja, Pa tu gledajo samo, pač ti samo mi se moramo Pridejo gor, subscribe. kaj jih zanima. Ja, morajo, valjda. a ne. Koliko bo pa za doplačati, če hočeš live gledati? Ne vem, ali želje bojo za doplačati. a ne. Aha, se Želje. pravi, oni ti napišejo nekaj in ti tam v liveu nekaj narediš. Ja. Ampak pa vsi vidijo. Recimo izgovoriš njihovo ime. Ja, Matic ali Živjo. napiši Aha. moje ime na prsi, ali ne A. vem. Ali... Ej, kaj pa je Oh, najbolj... shit, to bi jaz enkrat live tak gledala. Tako tu pa nisem vedela, sploh obstaja. Ja. Jaz Da tudi lahko ne. Ja. Kvar vse. Jaz sem se odločila, zakaj ne. Ne, hudo. Ne, Kaj pa ne. še kaj tazga na OnlyFansu, ko lahko delaš, ko ne vemo? Pač to, da imaš lahko live, didn't know that. Kaj še kaj? Tako na kaj- Facebooku kaj v se bistvu. še- V bistvu je po nisem, Facebooku jaz pol. tudi raziskujem, če ta OnlyFans, ne, tako da ja, ponavadi četam, ali tudi probam biti kaj več gor, skozi gledam, če je kdo nov, tako dobiš sporočilo, pa pol greš gor, hočejo takoj debato, a ne, tako da, ja. In tu imaš na telefonu pač in pol ti zapiska. Na telefonu in doma. Aha. A imaš tako designated čas v dnevu, ko pač odpisuješ na sporočila? Čez cel dan probam A. izkoristiti, a ne, da ne čakajo. Ti je to ful zabavno. Sledilci, zelo. Okay. Ja, vse so luškani. Kaj pa ti kaj pišejo? Tako, a si dobila kakšno tako prošnjo zdaj že? Za enkrat, boš sem razmišljala, za enkrat tako, da bi bilo nekaj tako posebnega. Ne. Ampak recimo, lahko pred OnlyFansom je bila ta zgodba, ki sem imela tudi v predstavi. Ne. En je hotel, tako me kontaktiral in je hotel, da sem jaz domina in da je. Da bi on bil moj puran in da bi ga jaz futrala za Rašidi. Ja, tudi purančki Honestly, pa si, tudi ne? purančki na dve noge hodijo po svetu. Si ga pol fotrala. Ne, nisem. Zdaj bi ga fotrala, naj pride na Zveni OnlyFans, ful če pride. enostavno. Ja, Enostavno delo. dobila bi enega modela, da ga tako malo. Glej, nikoli ne veš. Domišljija je burna. Wow, saš Ja. to. A si zamišljaš, kako to bi bilo? Ja, čisto si zamišljam. Pač še oblečen bi bil, jaz si Ja. zamišljam njega res porana. Oblečenega, Ja. purana. Ja. A ne, jaz ga zamišljam kot onga božičnega, veš, kaj je brez dlake. Knak! Ampak te bi bilo kaj strah, recimo, da bi nekdo hotel tako uživo neki, tako glede varnosti. Vse ti, kako varnost? Recimo, da bi en rekel, hej, dej, jaz ti plačam, ne vem, 5 jurjev, če lahko za 1 uro se dobiva in sem jaz tvoj puran No, in mi ti daješ hrano. V živo se ne bi dobivala. Ne? Ne? Tudi za To je tle pitanje za prednost, to je rešitev. tle prednost, da nimaš kontakta z ljudmi. a ne. Kaj pa, če bi imela tako, ne vem, enega varnostnika, pa bi bila tako, šla bi, ne vem, recimo v hotel, pa Ma bi ne on da mi se varnostnik to, bil tam. ne da mi se to. Ne? Ja, pa kako se boš Aha. pa pol odločila, če ti bo en všeč, pa boš mogla iti z nekom, ki si Pa rekla, ne da boš- rabim, nisem ja rekla, da bom jaz zdaj Zato rešil bila javnost z enim. najprej. A ja. Jaz lahko grem na kafe v center Ljubljane, Ja. pa pride en pa mi reče, zelo me, Ja, da saj sem res, ja. te gor, mačka. Ja, se res. Ja, se to ti bojo zdaj govorila. Ja, glej, se sem šla v petek žurat po dolgem času, a ne, in sem kar opazovali so me. Ja. So me kar, zelo so me opazovali Okay. moški. pa Ampak pristop- ženske tudi so se šlatale. Ampak pristop kdo do tebe, tako v divjini? V petek? Pa še Tako na splošno. splošno.
Ja, valjda, jaz, ko grem ven, ne en, ogromno moških, Ja. pa se izgledam dobro. Ne, sej. Ja, sej, ampak- A veš, kaj tako, ženske so fetiš, starejše ženske, a ne. To In kaj za ti moške, rečejo? a ne. Mislim, moški eni volijo ful mlade punce, mogoče malo preveč mlade, a ne, izpod 18, a ne. Ampak mladi fantje pa volijo starejše malo, da se naučijo nekaj. Ne? True. A veš? Ja, jaz skoraj vsakega moškega, ki ga poznam, je imel neko izkušnjo v mladosti z eno starejšo, ki Ja, ga je valjda. naučila vsega, kar zna zdaj. Ja, Ja. valjda. Tako Ja, da- Jaz valjda. sem gledala eno serijo in jaz rabim biti enkrat v življenju ta starejša ženska, ki Ja. nauči enkrat tako vse. Mislim, moški, mlaga. moški rada bi bili za trans žensko, pa da je še plus ena ženska zraven. a ne. To jih ful, čez cel svoje življenje vidim, si bi še eno žensko imeli zraven. a Veš, to je trojke, dve ženske skupaj. Ne. To je največja heteroseksualna moška fantazija. Ja. a ne. Itak. Biti z dve ženske. a ne. Ampak ženska ne sme biti Z dvema z moškima. dvema moškama, ker to ne. To Ja. pa ne. Samo v resnici A ne vem, če imajo spet ženske tu sebičnosti, fantazijo, samo- da bi bile To, z dvema moškima. to sem rekla, misli samo na svoje riti in briga jih za. A ne, jaz bi bila z dva moška. Ej, ne, pa so, veš. Meni je to Jaz rajci. bi recimo bila, sem ne vem, kako bi se znašla. Ampak bi pa... Znašla bi se, znaš. Če se znaš z enim, znajde bi se Ja, še ja. z enim. No. Ja, jaz sem bila glih zdaj v Veš, petek. koliko je luknic. Jaz sem imela v petek ženski krog in sta dve punce rekli, da sta imele pač trojčka z dvema moškema. Ena Ja. rekla, da je pač, da sta jo dva povabila. Pa je rekla, da je bil to Moška? najboljši seks ever, da pač sta bila dva tipa. Ena je pa rekla, ne, da njen boljši trojček je bil pa, ko jo je en par povabil. Ampak so pač, se tudi dogaja, da so Mislim, da sta dva moška. moramo sam- vedeti, da te starejše generacije, naše mame, a ne, starši naši starejši, a ne, oni niso imeli teh možnosti. Tehnologija je pripeljala do tega, da ti kot mlad človek marsikaj probaš. a ne. In jaz mislim, da je prav, da ženska proba v mladosti kaj več, ker mislim, da je taka ženska najboljša mamica. Tiste, ki nič ne probajo v mladosti, a ne, in pol en poštar zgodan gre mimo, a ne, ona ode. A štekaš, kaj ti hočem Ja, reči? razumem. Ona, ki je dala nekaj čez, ona se pol ustali doma, lepo možek, otroci. In to je ta prava mama, ki lahko tudi svetuje svojim otrokom. In, tiste, ki grejo s prvim partnerjem, meni je to malo zgrešeno. No. A veš, da je en moški, ta gre naprej pol. Razumem, kako hočeš reči. Pa A se po veš, večini ker je jaz tako, pol da ljudje ne z leti bo ostanemo s rekla, prvim partnerjem. Glej, ta ima še lepšega. A veš, kaj mislim? Pa večji obstajajo. Joj, Marička. A veš? Saj to se Ne vem, velikrat ne zgodi. vem, Zato tako pa, zato pa pravijo, da sta prvim ne ostanemo, ker smo najstniki z njim Ja. pa 16. Ne? Ja. Saj tu je logično. Ja, no, imaš pa vedno polizem. Imaš pa itak, da izjeme. Saj to sem hotela povedati. Imaš pa ene, ki so čisto zaljubljeni, ne? Od 16 leta do 86. Ja, Jaz sem samo eno ta- kolegico, je- ki je taka. Ja, samo malo katera ve za to uspe do konca Malo življenja. katera, Ja, ja. ker težko A je. veš, to ko moraš se vedeti, da toliko pol, spremeniš. ta partner tudi hoče nekaj drugega probati. a ne. A veš? In, Ne, Ki- sej, zato pa je to kratko. Ja. ja. Drugače, pa prej, ko sem te vprašala, če pristopijo do tebe, sem te bolj zaradi tega hotela vprašati, ker dan danes slišim, koliko ženske jamrajo, da moški pač se niti ne upajo pristopiti več do njih. Tako da so zunaj in da so tako vsi neki tako Zdaj, zase. če govorimo o mlajših generacijah, to je sve šlo, da izvineš k vragu. a ne. Mi smo šli ven, smo se družili, smo se gledali v oči, smo se malo pošlatali. Tole zdaj je ta mladina. In jaz sem se pogovarjala z veliko mladih punc, oni sploh ne seksajo, mi smo pa še seksali nekaj. a ne. Vsi so na telefonih, grejo ven, kaj se ti smeješ? Smejim Ti se, lisička, ne, lisička. smejim se, ne vem zdaj točno, zakaj sem se A zdaj veš, zasmejala. na telefonih so. Mi, ko gremo na kavo, ta moja generacija, mi gremo na kavo. Ti mladi grejo ven in pol sedijo skupaj za mizo in vsi so na telefonu. Smejim se, zato ker In je se težko. dobivajo za seks po telefonu in so veliko razočarani. Ker včasih ono, kaj se ti meniš, tam ni v resnici. Ali so starejši, a ne pa glumijo, da so njihovih let. Ali je ful zgrešena slika bila. a ne. In tam ni tega igrivosti, kaj mi smo imeli v živo, a ne, ko smo se dobili na šanku, a ne, pa si se gledal, pa si se oščipnil, pa si ne. Tam ti vidiš sliko, greš se dobiti, tam prideš in pol grejo na silo to narediti, ki jim je nerodem reči ne.
Tudi to morate vedeti. A ne? In pol se gadiš sam sebi in slaba izkušnja je to. In pol zgubiš več volju, da ko ti vidiš, da to po telefonu ni realno to, kar dobiš. A ne? Ja, ne, težko je. Tako da pač ta meni se tehnologija, koliko je dobra, je to zelo, zelo slaba, pogotovo za te mlade ljudi. Ja, v zunaj definitivno se mi ne znamo tukaj pogovarjati. Ne? Nam je čist nenavadno, da pristopimo sploh do nekoga. Ja. Ne? Se zase držimo, pač, ko gremo ven iz hiše. Ne? Razen na TikToku se ne držimo zase. Ne? Ja. Tam pa se držimo Tam za so vse. vsi ne? tako glasni, vsi pametni, vsi kritičari, psihologi, psihiatri, doktori znanosti, umjetnosti in svega. A ne? Ja. A veš, najlakše je biti pameten na internetu. Treba imeti jajca, pa se dobiti v živo, pa povedati to, kar si tam napisal v živo, to pa nima jajca nobeden. Ker jaz dobim veliko kritik, napišejo grde sporočila, ali v živo, jaz to nikoli ne dobim. A ne? Ja, ne. A ne? In kdo so tam, neko Pero, Janez, 2256. Ne vem. A veš, kdo je to? Alo? Ja. A ne? Glej, živeti je živeti in živeti svojo resnico, to, kar jaz delam. Ne se pa delati frajera po internetu, v živo pa nimaš za burek in ne premakneš se v lifeu, sediš na maminem kavču in pljuvaš po vsemu. A ne? Jaz, koliko sem krat padla, sem se digla in to sem se hitro digla, ker nisem čakala, da mi bo padlo z neba. A ne? Jaz verjamem v Boga, a ne? Bog sem jaz v mojem življenju. A ne? In kako jaz naredim, tako bo. Kje smo šli zdaj? Aha, psihologinja. Ne več je seksologinja, zdaj sem psihologinja. Inač iz tega smo šli, da se ljudje v živo ne znamo pogovarjati. Ne, tako je. In da se ne pogovarjamo. Ne. Tako. Jaz sem še zate par vprašanj, ki so neprimerna, ki se jih ne vpraša glih. Ampak zdaj, ko smo že glih na takem podcastu, si jih bom drznila vprašati. Ajde. Ok, Salome. Če bi gledal piško, Molim. Če bi gledal piško če bi mojo piško gledal ali pa tvojo, da bi jo dal eno zraven druge, pa se naju ne bi videl, a bi lahko videl tako na prvi pogled, da je eno naredil kirurg, pa eno ne? Ovisi, kako bi je gledal. Tako, evo, recimo, koliko na seksejmu, ko so tako dali za zaveso, noge na razen. Je razlika, ne morem reči, da ni razlika, ampak... Ampak tako bi, nekdo, ki se ne spozna, a bi vedel pač, da je ena ni? Ne bi. Kakšna pa je potem razlika? Razlika je recimo v klitorisu in v usnicah, a ne, zdaj, v bistvu ne bi skužil, ker ene pustijo večje usnice, jaz sem si dala narediti, da izgleda taka lepa češpica, tako da imamo 18 let. Da so notranje noter. Ja, tako. Manjše. Ja, in ko raztegneš so usnice nota. Ne. To je razlika. Ne. Moja bolj stisne kot vagina ta prava. Ne. Jaz, ko stisnem, mi ujde. Okay. To je dober party trik v bistvu. Moram gledati, da ga ne stiskam preveč. Sorry. A zaradi tega potem, ko grejo na une šove, ping-pong žogce, ko dajo noter, a zato ne lahko jih ven, zaradi tega, mišice ko imajo umetne. Ja. A ne vem, če imajo umetne. Ali to lahko kdorkoli? Po moje, da lahko Ali jaz to lahko? Ja, ti korejevaš, isto imaš... Ker ti ni še nikoli nič ven zletelo. Ja, ampak tako. Ti valjda stiskaš penis, kad te... Ja. Jaz tudi stiskam do ene meje, moram gledati, če ne bi veš, zletil v omaru. Ej, prid nazaj. Ne, se drugače, kadar pa doživim orgazem, pa velika tok stisne, da potem ga krv. Ja. Tako da ja, okej. Sem mislila, da je to tako še kakšna nadnaravna. Bolj oske smo, no, zato... veš, to pa res. Pa rojevale ne bomo. Tako, pa da tu si se ne... ti odločila, da bo tako oska. Lahko bi bila tudi široka. Ne. A ja, tudi tako je. Redi, Okay. Ampak zunanjost pa dejansko mislim, lahko... Gleda, zdaj imaš dve vrste operacije. Širijo je tudi tako, da vzamejo del analnega tkiva, ven. Pa ti dajo v bistvu od anusa en delček. Kaj pa dlake? Kakšne dlake? Ja, ne vem, tako, so isto dlake, kot pri nas? Not, če so dlake, Ne, no, šuma okrog. striboroba. Okrog, pač okrog. Tukaj imamo dlake. Čupam se kot ti, samo ja nimam več, ker sem si jaz to z laserjem. No. mega, ja. Jaz nimam, jaz sem si ta diodni laser, mi je to vse spuco in pod roko. Jaz sem bila kosmata po prsih, viš kako lepo. Nič nema više. To samo, ko sem zgubila ta moški hormon, mi je nehalo rast. Dvakrat sem počupala in več ni zraslo. Ja,
Fajn, se pravi, ste vse počupane. Okay. Ja. Če zdaj nisi do konca uspela Ti si povedati. kosmata. Čist. A, Mislim, razen po super. prsih. Zaenkrat nisem. Aha, še nisi. Po bradavici je. Ja! Mo- One ena. dvake dolge, veš, govorijo. Drugače, jaz meni tudi. Jo, jaz imam Ampak meni je vsaj to eno dlako na najboljš bradavici. cupati ven s pinceto. Jaz sem tako vesela, ker končno malo spet zrasla, sem tako, taka. Ne vem, Jaz kako sem Meni je satisfying. nehalo vse. Jaz sem še imela, meni je nehalo vse, jaz sem čist gladka. Meni Ja, je po super. nogah nehalo vse. Jaz O, imam pajčino na dream. nogah. Tleno. Okay. No, jaz sem tako zaradi lasarja. Hvala Bogu. Lej, mene edino skrbi za vas, ko bojo enkrat dlake spet popularne, tu bo kmalo. Ma briga. In ve jih ne boste Hvala- mogli imeti. Ah. Hvala lepa, stara, verjemi mi, da ne bojo popularni. So Ve- že. Niso. V mojem skup, meni so rekli, da so. Ok, ti kar. Moški nimajo rada dol, stara. Edino, če imaš srednjega partnerja, ej, on sorry, ve, da ga ne varaš Meni se- prav zaradi tega, ker si kosmata. Mene v lifeu se ni še noben pritožil. Ja, vala, kaj bo rekel? Ne Luknica vem. je luknica. Neki A rečeš, veš, če ti kako- neki ni. Ja. Ne, stara, njima je pomembno, da ga da na toplo. To so ti moški. Druga je ljubezen, ne govorimo o ljubezni, ona one night sex, samo da je na toplem, verjemi mi. Naslednje vprašanje. A ti še imaš bundico česa? Ja. Ja. Jo, grozno. A smo grozne? Ne. Grozne? Kaj bojo rekli? Kakšen je seks zdaj, ko si zrela in izkušena ženska v primerjavi s seksom nekaj let po operaciji? Mogoče sem bolj zahtevna zdaj. Okay. Ker po operaciji moraš videti, kako to funkcionira. Učiš se, a ne? Nedolžnost zgubiš še eno, jaz sem 2 nedolžnosti gubila. Zdaj pa, ja, rada vidim, da je partner vzdržljiv, da ni to 3-minutni seks. a ne. A veš, da se vzame časa. Ne? To mi je zelo pomembno. Jaz se spomnim, da si ti rekla, da ti je bilo na začetku, da si se mogla malo pomatrati, da si doživela prvi orgazem. Ja, 1 leto nisem mogla doživeti, ker nisem vedela sploh na kakšen način, da sem morala ugotoviti, kako to funkcionira. A veš, jaz se nisem mogla sprostiti, sem rekla, kako pa se to je nemogoče. A veš, imela sem v glavi, to je nemogoče, da so naredili orgazem, iako so mi trans ženske rekli, da je orgazem, a ne. Ampak enkrat sem malo podaljšala čas samozadovoljevanja in mi je ratala, ne, ker sem vmes rekla, to je nemogoče. A veš, hitro sem obupala. Ne. Zdaj pa ni problem, zdaj pa ti. Če Ja. hočeš, je to. Ja. Top. Vse tako imajo pač dejansko punce fulkrat izkušnjo, ne? Ker ne Mislim, vejo z sploh, moškimi kakšen je pa težko, občutek. da živim orgazem, ker začnejo taka neumna vprašanja. Ne? A tebi lahko pride? To niso mogli narediti. To je nemogoče, da ti imaš orgazem. Ja, to ne znajo narediti. Oni bodo Tudi tebi vmes govorili. rečejo. Ja, Med seksom. ja to je. Ubij Glej, me. to je taka ful zeznuta stvar pri trans ženskah. a ne. Ker mesto, da se potrudi in ti pomaga, on ti pa zabije s takimi, da te kar mine in poleže, ma daj, pejte. Adija, Bom in on sama pol gre in zrihtala, jaz ne. takoj mi pride. Moraš jim veš, mogla bi biti tako, veš kaj, glej ti zdaj to. Vidiš, ja, je težko bilo? Ne, sam ti ne znaš. Mislim, jaz ne bi rada fejkala orgazem, a ne, pri moškemu. a ne. A veš, to mi je. Amen. A to pomeni, da To ga še pa nisi? ženske ful delajo. Ne, nisem. Okay. Ok, kdaj si bila nazadnje zaljubljena? Zares, ne samo, da si rekla, volim te. 15 let nazaj. Mislim, jaz nisem nikoli ni imela v življenju partnerja, s katerim sem jaz lahko javno šla ven, če niste opazili v moji karieri. Pač nisem imela to srečo. Vsi so hoteli to v 4 zida, da nobeden ne ve, a ne, ker jih je bilo strah, kaj bojo rekli druge okolina. A veš, ker Slovenija je še vedno tako zadrta država, da če vidijo nekoga za trans žensko, bojo rekli, da je pedera. Ja. Za razliko od zunik je to čist nekaj drugega. Ne? Že takoj čez mejo slovensko ali ex-Jugoslavijo, čez mejo greš, pa je to čist neki drugi svet. Ja. Poznajo trans ženske, pa se ne govorijo, glej, ona je trans ženska. Je pač ženska kot vsaka druga.
A veš, in folk se ne zaveda, da ta naša pot ni lahka in da mi se nismo zbirali tega, a ne. Lahko bi bili mi moški nesrečni, a ne. Zato je veliko samoumora in vsega, ker zaradi družbe, ki nas obsoja, ampak smo dobre dušice in pomagamo, če se da pomagati, in pozitivni smo. In je svet napredoval, Amerika, recimo, imaš igralke že ful uspešne in v politiki, v medicini. In tako da, delamo na temu, Salome, dok bo živa, dok bo v Sloveniji živa, bom delala na temu, da nas se sprejme, koliko toliko, ne bojo nas vsi sprejeli, se je to normalno, tudi ja ne sprejmem vse, ne. Ampak jaz imam veliki krog prijateljev, znancev, ki dobro vejo, kdo sem, volijo me, držim v atmosfero, kot treba, zabavna sem, zelo pozitivna in pomagam, če lahko pomagam, a ne, tako da nas nimajo kaj obsojati, ne. Obsojajo nas ljudje, kateri ne sprejmejo sebe, kje bojo pa sprejeli koga drugega. Amen. Še zadnje. Ne, to te pa pol vprašala. Okay. Zdaj imamo pa še eno A ja, to zgodbo. so ta huda vprašanja, kaj? To bi bilo hudo? Čakaj, da vidim, jaz sem Povej. kaj spustila. Nekaj druge stvari smo pa že povedali. Okay. A ja, ne veš še to. Kdaj si nazadnje doživela orgazem? Pol ure nazaj. V petek. V V bistvu sobota zjutraj. A si bolj jutranji človek ali bolj tako večerni? Ne, po žurki, ko sem prišla, veš, da sem se malo... So mi tako zrajcali oni pogledi, da sem rekla, gremo. Da bes. Ja. Mi imamo potem še en segment, ki se imenuje Sara in Lucija pametujeta, featuring Salome. In bo Sara prebrala nam zdaj to zgodbo, pa jo boš ti pomagala komentirati. Mislim, jo boš komentirala. Tako, ja. Čakaj, ti prebereš, ja komentiram. Tako. Ja. Aha, okej. Okay. Pa ne me zdaj tako obe dve gledati. Zdaj sem prav začutila, kako sem v središču A pozornosti. to si ti sestavila? Ne, Povej mi. ne. Jaz te ja vas Živjo. stikam, vi ste mlajši od mene. Ajde. Živjo, sem 52-letna trans ženska. Tranzicijo sem začela res pozno. Hormonsko terapijo sem začela, ko sem bila stara 47, vse ostalo pa šele pri 50. Večino svojega življenja sem skušala skrivati svojo identiteto. Zaradi tega sem se bolj kot ne držala zase in nimam veliko prijateljev, kaj šele ljubimcev. Nedolžnost sem izgubila šele po tranziciji. Počutila sem se in iskreno še vedno se tako počutim kot najstnica v telesu odrasle osebe. Moj prvič je bil predvsem neroden in nič kaj seksi. Sploh ne vem, kako naj najdem družbo. Sploh ne nujno partnerja, mogoče za začetek samo krog prijateljev. Ali mislite, da je prepozno za ljubezen? Je možno, da 52-letna ženska, ki je večino življenja preživela kot moški, najde partnerja? Seveda, da je možno. Valjda, da je možno, da ti srečaš svojega partnerja življenjskega. Zdaj, visi, kje se nahaja, kje živi. A ne, jaz mislim, da za eno transpolno žensko, če že živiš v Sloveniji, je to Ljubljana, nekje drugje. Ampak najbolj bi bilo, da se gre živeti ven v tujino. Tam obstaja možnost, da ti spoznaš koga. Tle v Sloveniji je težko, ne. Težko je zaradi tega, ker ljudje imajo ta razmišljanje, da žal nas ne doživljajo kot ta prave ženske, mislim. A ne? To, da je pozen, to nikoli ni pozen, da prideš ti do točke, pa če je tudi to 50 let, da sprejmeš to, kaj čutiš in da greš v spremembo, a ne. Tako da kapo dol, a ne, škoda, da se prej to ni zgodilo, a ne. Jaz tudi nisem prej, jaz sem za 40 let se odločila za to, ker sem videla, da je medicina napredovala, ampak odkar vem za sebe in v svoje pubertete na začetku, ko sem začela spoznavati spolnost, sem si želela biti ženska, a ne. To je tako nekje daleč, to je bilo kao v Ameriki, a ne. Ampak to pol pride do nas, medicina je napredovala in zakaj ne. Včasih je boljš biti sama, ne. Prijatelje pa zdaj, krug prijateljev, jaz sem imela tudi prej prijatelje, ko sem bila še moški, a ne. Tako da škoda, da se je zaprla vase in
In pred tem, in da ni naredila neki krug prijateljev. Kako pa, Iako potem tudi ti prijatelji lahko grejo stran, ker ne bojo razumeli. Kako pa tudi, da si ti pol še v Sloveniji? Zakaj si ti v Sloveniji pol? Pa, nisem imela jajca iti v tujino, ker me je bilo strah, da se mi bo, jaz sem imela skozi neko predstavo, da se mi bo nekaj zgodilo. A veš, ipak mi smo, takrat to je nočno življenje, nastopaš po noč, srečuješ sve in svašta, celo v Ljubljani sem imela jaz tudi kakve takva srečanja, ki niso prijetna, in kje pa v tujini, tle si ipak blizu doma, Rab mi je blizu, ipak Slovenija ni bila meni tuja država, jaz sem se rodila v Jugoslaviji in Slovenija je bila moja dežela, in nisem se jaz počutila tujcu v Ljubljani. A veš? Ja. Govorim slovenščino jaz. Ja. Okay. Kako pa... A veš kaj, miksam pa malo, ko skličem sestro, pa pol pa jaz vmes. Le, jaz te razumem. ja, če se jaz razumem. razumem, je pol v redu, zaradi tega, ker jaz pa drugače slabo Okej. razumem, kaj je. Hvala drugega. lepa. A si drugače tako želiš, da bi nekoč spoznala enega, ki mu ne bi bilo zdaj nerodno iti s tabo ven? Tako, a zdaj Ja, tako- jaz čakam, čakam. Zdaj, da bi jaz, a veš kaj, jaz sem pustila, jaz sem se že pomirila, da bom sama celo življenje. Če pride kdo, z veseljem ga vzamem. A veš, ampak to mora biti moški z izkušnjami, to velikim, to mora biti moški, ki je recimo mogoče ločenc, pa ima že svoje otroke, ki mu jaz ne morem dati te otroka, niti tudi z leti več ne bi mogla dati otroka, da ima to neko izpolnjeno to svojo, Pa verjetno bo kakšen, ki je imel težko življenje, isto kot jaz, ker tle se bomo mi najdli, mora biti zelo zabaven, kot sem rekla. Ej, se si ti toliko zabavna, da si za oba. Imeti svoj denar. Ne. On mora imeti svoj denar, ker jaz ne mislim biti sugar mama, ker zmeraj srečujem neke boge reveže, ki se Res? delajo reveži in treba račune plačati in ne vem kaj, in meni se tega ne da. Mhm. Tako da jaz sugar mama nisem sugar mama. Da se ti ne bi tu že na začetku Jaz zato povedati, da se ti takoj, ne ker javlja. začne izkoriščati to, kar si ti dobra. Jaz sem preveč dobra oseba, in to me včasih malo, lahko rečem, jebe. Ja. Ja, Lahko veš, in rečeš, pol ja. ljudje to znajo izkoriščati. In pol, ja, ampak Okej. ne več, dosti. Okej. Pač raš, da nekdo drug te plačuje. Ma ne rabi mi nič plačevati, jaz A, imam ne. denar zase, on Okej. zase. Okay. Če mu ja kaj kupim, kupi tudi ti mene. Ne samo, da ja tebi nekaj kupim, a ti pa to pol ne znaš ceniti, ne znaš eno rožico prenesti. A ne bom te ja futrala. Ja. A veš, futraj se sama. Če ja kupim enkrat provišto, kupi ti še enkrat provišto. Tako. Provišto, kako se reče? Fastunga. Ja, oni se ne spomnijo. Fastunga, kako se reče? Fasom ga. Ja, fastunga. Ja. Ja, jaz ti res prvoščam, da pač ti Če ne pride v raje sem življenje sama, dec. glej, jaz rada potujem, hočem še videti, preden umrem, velik sveta in sem lepo zadnje čase bila že kar na velik del, zaljubljena sem v Azijo, ljudi, Okej. v njihovo energijo, pozitivo, nasmejanost, ki manjka recimo v Sloveniji, ne vem, ali ta Slovenija ima res neko tako energijo, celo depresivno, ta zima je tlele res zelo depresivna, ljudje se zaprejo v hišo, kamor ne hodijo, center Ljubljane je prazen, zdaj po zima, restauracije so prazne, jaz ne vem, kaj se dogaja z ljudmi, te korone so se zaprli, če ti greš v Zagreb, če ti greš na Dunaj, če ti greš, ne vem, v Venecijo, v Trst, to je vse polno ljudi, vsi so odzuni, prideš v Ljubljano, kot da mesto, mrtvo mesto je ratalo. Se už vsaj lahko slikala naga enkrat v Ljubljani. Ja. Če ne bi šlo. Ja. Sam en plašček čez, pa sem Tako Ja, je. ja, Ja. ja. Ja, kako pa so se za Playboy slikale znane zvezdnice na sred ceste na tleh? Vse te ne morejo kaznovati, te lahko kaznujem. Ne vem, nek so zakoni, sem vem, kako je v Sloveniji. A veš, kaj, da 500 ne smeš evrov je biti kazen za goloto, ne, menda. na javnem A, mestu. Ali pa za seks Bom na dala javnem čez mestu. Bradavičke Ampak tu se bi že neki, splačalo. Čez Bradavič, bo emperatric dala kamenčke Swarovski na Muciko in na Bradavičke, to ni nago. Ja. Tako. Ja. Vidiš? Life hack. Zdaj smo pa pri intimnem Hecam kotičku. se, no. Da ne bomo ampak morala bi izvedeti, Ampak tu bi bile ful Meni dobre. so Tukaj, te polske ja. ful rajci, da si tako na ulici. Pa veš, kako je to Ful. dobra reklama, zaradi tega, ker Pa to bi dobro, to ne rabi Ampak se v ona Ljubljani. šli s plaščem, sploh ne bi bilo lahko težko. se v Zagrebu, lahko se, ne vem, v Trstu to naredi.
Pa sem ne, se magari to, da je v folko gozdu. do zadnji, Ej, pa lahko tako, ne res- veš? Ja. Oh my God, to bi bilo Ja. Pa si ne bi noben videl, če si Vse, prva v veš, koloni. Ja. koliko ljudi ima rada ta seks na javnih Ja. prostorih. Kaj pa ti? Ja, jaz sem na plaži, meni je to. Aha. Mislim, sem že seksala na plaži. Upam, da bom še. Okay. Ker je ta, poleg tega vzburjanja še ta adrenalin, da te Bog to vidi. In to je pa še bolj vzburljivo. Ampak pa če te vidi nekdo, ti je pa še boljš. Ja. Ja. Ali je tako, da nočeš, da Ovisi, te... kdo te vidi. Ja, ne, če te Ja. vidi na stara nonica, boš ti ni prijetno. Je, če vidiš, da je njej bedno, pol tudi te. Ja, valjda ne hodi tam Ja, po plaži, postaneš, ona a takrat, ne. ko seksajo. Ja, porozo ljudje. prodaja stara. Ja. Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš dve izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In mi dve zihar izbereva Skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima unga smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pač zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitva.si. Jaz imam danes nič kaj ful posebenega. Lubrikant, ki spominja na spermo. Se pravi, če nočeš unga navadnega lubrikanta, To je isto kot za vegane. Oni ne bi jedli meso, pa dobijo pleskavice, ker diši ne. in izgleda kot meso. veš, To ko me imaš, ful rada. veš, ko imaš une dilde, ki špricnejo spermo ven. Aha. Ene dilde imaš, kot tako, stisneš pa gre sperma ven. Okay. No, tako stvar daš recimo tam noter, zato da gre pol ven. Ali pa če te rajca, da imaš po obrazu spermo, po telesu spermo, ne vem. A jaz bi raje imela pravo spermo kot to meso. Tudi, ja, sem če A nimaš veš, ker tam recimo... še lahko v oko gre, pa te peče. Ja, ful No, dobro. spermiči hoče iti naprej. Ja. Ko si si opisala res najboljšo stvar, ki jo sperma da. Pa rdeče, a veš, a ti je šlo kdaj? Ne, ker sem ful paranoična glede tega. O, Pa če sem vedno pod kul. Boš, ne veš, kako to peče. Nikoli še nisem No. imela sperme v Ne, sem uču. slišala, koliko peče in To sem se tako tega peče, izogibala. stara, ker spermiči so živi, oni očesu iščejo naprej v maternico in ti tolo, ja, Ampak vse si bi ti- rdeče rada. Si bi ti O. mislila, da tako peče, da imaš spermo v očeh? Ne. Kako Ne. je sploh to mogoče? To je kot da bi kislino si zlil v Ja, oči, Lucija. ja. Ti moraš to enkrat Ne, probati. ker sem pač to sem že slišala. vse in ti se se ne- bo zgodilo, Upam, da ne. če si mlada. Ni se ni meni zgodilo tvojih let. Meni- O, enkrat. Oh, Meni je šla enkrat sperma čez nos do uč. V sluznico, čez nos. Tež, ne vem. To je bil pa load. kako čez noč, kaj si pošmrkala si? Po nesreči, veš, ko je tako ne. Ki je bila excited, da ni vedela, kaj dela. Mislim, koliko? Sperma, ja. V glavnem, lejte. A Ali se pa... sperma je slovenska beseda? Ja. Ja. A je? Okay. Vidim, da ti je čudna beseda to. Sperma. Ja, ne, kaj vem, mislim. Kako pa vi to je rečete pa- v ja, ista vaših sperma. jezikih? Aha, A, ja. okej. Zato sprašujem, če je ista. V glavnem, noč, pa sploh ni nič posebenega. V bistvu ima sem strukturo pa barvo, kot sperma, tako da če ne maramo tizga A kakšnega je lubrikanta, okusa? A je mečkan sladko? kiselkasta Slankast so. bi moral biti malo. Sladkast, Ja. A veš to? Vem, ja, okusa je pizdo. Kaj se pa, ne vem, to ne Probaj. spomnim se. No, daj ti, pa bom jaz pa to probala, če ima okus kot sperma. Ker tu pa res ne vemo zdaj, le, če ima ali okus, nima. po mojem, da niso strofili okusa. Po mojem, da ne. O, drugače. Mislim, da... O, ingver. Ona pumpica je. Ne vem, kaj je to. Okay. Koliko si si od... O, ta je pa gusta. Sej tu sem ta ni svršijo jako dolgo. Preč na toplem je bil, Ja. pa je zakrkan, veš. Taka. Probi. Le, zdaj je tu nek close-up te sperme. Tu je kar sperma, tu drugačni. Ja, daj probi, zdaj me res zanima. In? Ne, nima po spermi. Sladka je. Oh, ja, Tu je to pa sladko. ni to. Je pa boljš kot sperma. Razočaran. Ja, to ne bi imela. To mora biti malo tako. Ok, come glide. Pitch.si, Valentinova akcija je zdaj minus 14% na vsem. Tako da jaz si grem to spermo. Ali ko Jaz si grem to stisneš, spermo. ko stisneš, špricne ven, ali ne.
Ja, kukar pri moških, pri eni špric ne A- prejme. Je, če dosti tako Drugač narediš, pa imaš I'm špric, ne. fucking impressed, ne. Jaz že dolgo nisem sperme tako v živo videla, ne. In tu je kar spermasto, ne. Zdaj si grem tu obrisati. A je le robčke imaš tam le? Ti da. Drugač priporočam Evo ti Sara. ročke. za eno tako senzorično izkušnjo sperme. Dobar. No, jaz bi reč kaj pravega, da me pogreje. Ja, veš. le. A pravijo, da je sperma ful dobro za razmazati. Ne vem, a spermiči pojejo pol na koži. Okay. A veš, Ja. ko unika čistijo v akvariju. Ja, vem, ja. Mogoče, evo. To smo nisem Joj, pomislila na to grozne povezavo. smo grozne. Tako, no. Kaj še imam von? Malo je čudno tule zdaj meni, ker ne maram imeti na rokah več teh stvari, ne. Ja. No, dej. Zdaj boš imela lepljive. Bom, ja, ni panika. Ok, jaz imam pa to reč. Oh, shit. O, kako je moj to? bog. To mi je pa ena sledilka priporočala, ker sem imela uno temo o squirtingu in je rekla, veš, jaz pa s tem squirtam. In sem bila tako, ok, to vidimo. Jaz s tem ne squirtam sicer, ampak prvo kot prvo, Jeziček ima. ta jeziček, ja, in ta jeziček še vibrira, O moj bog. kar je the best. Ker jaz pa nisem dojela, da vibrira, dokler ga nisem pol pržgala in tako z roko prijela. Kaj pa ta del? Čak, ta del. A ta se Zdaj smo pri jezičku, spodnji- čak. Okej, oprosti, Prehitevamo. Okay. Pač fora je v tem, da jaz sem ta jeziček mislila, da bo brezvezen, da mi sploh ne bo všeč, zato ker je tak trd, pa ne vem. Jaz vedno ful dvomam vse, kar je z jezičkom, ok? In pol, ko sem ugotovila, da vibrira, mi je bilo jasno, zakaj mi je bilo tako dober. Ker pač je bil ful fajn ta jeziček, ampak pač zaradi tega, ker je dejansko prav dober. Pa gre v Tako, krogu, Pokaž nam ja, proti ali gor pa kameri. dol. v krogu gre, In ne vem, ali je še gor pa dol. Aha, okej. Mislim, da se sam krož. Ja, krož se, ampak pa zdaj še bolj na hard vibrira. Tale Ja? pa potiska, dejansko. Kako potiska? Tako, A lahko šlo? Ja. Moj bog. ja, in dejansko ga čutiš. Ej, ampak meni se zdi, da ta zadane je točko direkt. Ta tale direkt gor. gre na Ja. DG točko. Pač Ampak dober je. fajn je. Ja? Dober je. Res, Takšnega ti ful rabiš, dober. malega. Ne, ja. Ja, čeprav ni tako Do tlele, ne? Le kako je Ej, ta ni navzgor toliko obrnjen. mejhan. Ni mejhan. Ne, ni tako mehen. O moj bog. Mislim, tako kar, pač Ja, veš, kar kako ti tu zafilate. Ampak tudi navzgor pritisne, ne? Ja, No. ja, Se pravi, Pa kot da pač bi nekaj ti čez bljuje, vidiš. trebuh ven prišlo. ja, mal. Mislim, pač Ja. meni v resnici, bom čisto iskrena, meni ni toliko na točko pritisnil, ampak po mojem samo zaradi moje anatomije. Zato, ker una bejba, ki je skvrtala s tem, je pač na točko to direkt pritiskal. In si predstavljam, kako je, zato, ker to ti res, pač, če ti zadane glih prav, ti pač direkt v točko tako Direkt. dreza, dk. Tu bi jaz rabila. Točno tega. Ful me je prijetno presenetil, ker sem mislila, da ta jezik ne bo tam sploh dober. Kaj pa je? Jaz nisem imela mikrofona. V glavnem, zelo me je presenetil, jaz bi mu dala 9 od 10. Ne vem, zakaj ne 10. Mogoče veš zakaj. Ker ga imaš noter, moraš tako mečken ga naštimati, da ti pač prav zadane, si ga moraš mečken držati za te, da je jezik res na klitorisu. Če bi bil 10 od 10, bi bil, če bi ga dal sam noter in bi ga lahko spustil in bi pač vse sam naredil, ampak še vse en, ful dober in ga priporočam. Tako mal drugačen je, pa tako kar, pač ni to sploh Všeč tako mi je to, ko mečken. se to zdaj ti nove igrače se premikajo. Tvoje unovce takole obrača ja. zadnjič. Sem rekla, on je za mojo muco širiš. Cheese advanced. A ga dobim? Ja, Oh. dobiš ga. Naslov nam boš dala in ti ga bomo poslali. Može. Pa bomo pa videli, če meni ta zgleda tako 10 od 10. Res, ful dobro mi zgleda. A bi ga probala? Ja, mogoče. Tega Ampak posodim. koliko pa je cenovno ta, recimo tako, je tako cenejši ali dražji? Je tako Mislim, da je čez 100 drago. Ne evrov. vem, če čez 100 evrov. Okay. V glavnem dobro zgleda, super. Glavno, na Pitch Popu ga dobite s kodo med nama 10% ceneje. Oziroma s kodo ljubezen 14% ceneje. Baby. V glavnem, ja, hud je, ful je dober. Ja. Pa dobre barve. Ja. Tako ne bi si ga nikoli sama naročila, če mi ne bi ona napisala, da je dober. Ja bi to pire krompir s tem delala. S tem. Ja. To bi pa dolgo delala. A imaš ti kakšno najljubšo igračko? Imam veliko igralcev, veš, da imam. Ampak ene sem celo podarila prijateljicam, ko so videli eno banano na žut.
In sem podarila eni prijateljici in mi je rekla, hvala ti. Kako si ti dobra Nikoli prijateljica? me ne razočara. Imam, ja, veliko tega. Imela sem ful tih starih igrač, sem vse vrgla stran. One stare vibratorje, ko so še imeli, one baterije velike. Ne? Pa materijali so bili bolj trdi včasih. Kaj pa jaz to doma držim? Tako da na smetlišču, če bo kdo bo vesel. A Latojo ste že imeli? Ne. Ja, Ne, Latojo bomo zdaj povabili. Pač jaz si pišem na vse možno, a imaš ti njeno številko? Ne. Jaz sem ji pisala, pa jaz mislim, da sem ji drugače na njeno cifro pisala, ker mislim, da mi jo je dala Eva takrat. Piši na Insta. Pisala sem ji na Insta, sem dobila samo na avtomatske. Veš, kaj moraš narediti? Avtomatske odgovore imaš, kao, živja, če se hočeš pogovarjati z mano, klika na ta link in pa imaš OnlyFans. In imaš lahko avtomatizirano in vsak, ki ti bo pisal in na Instagram in na Facebook, lahko ti avtomatsko daš sporočilo in oni to avtomatsko dobijo takoj, ko ti pišejo in jim ti sploh ne rabiš nič odgovarjati. Aha, kako se to naštima? Ja. Morala naštudirati. To jaz ne vem, ampak vem, da se da. Tako da jaz sem dobila to zdaj od nje, tako da zdaj moram mail najdeti, Latoja, poklič nas. Piši nam na mail. Ja, no, kaj? Ja. A ja, to bomo dali. No. Ne vem, ali Ja, guess. če bo tu gledala, naj nam napiše, ne? Ona je Okej. meni tako zabavna. Meni tudi. Meni je bilo to Lušno. dobro, zdaj, ker je rekla v kmetiji na tem promu. Jaz sem se prijala, ker bi bila rada spet slavna. Ja, Vse je slavna, se je že od saj to. one kmetije slavna. Zdaj sem ji napisala v sporočilu, sem bila tako, girl, ti si itak slavna že Ja, skozi, valjda. priča sem, please. Ja. Ja, samo moramo obnoviti zdaj. Ja, Ne? no, lej. Naš spomin. Pa tako. Vsi v glavnem vemo. Ok, zdaj imamo pa še za konec igro Nikoli nisem, never have I ever. A si se že kdaj igrala to igro? Ne. Nikoli. Ne vem. Glavno. Ne, to, Ne. a veš, to je una igra, ki se jo igrajo v ameriških filmih, vedno, ko pijejo mladi. In se tako nikoli nisem, in pol kao, če si že piješ, in pa se kao napiješ. Sam mi tlele se gremo na prste, zato ker imamo tako, da tiska ima največ prstov dol in najbolj poreden in gre v zapor zaporedne. In imamo tle lisice. Okay. Okay. Zdaj, jaz bom prebrala eno trditev, Ja. in če si to že naredila, daš prst dol. In za vsako stvar, Aha. ki si jo že daš, nov prst dol. Okay. Okay? Se bomo Kaj sem je že? Ja. Če sem že. Ja. Lej, takole. Nikoli si nisem spremenila imena. In če si ga že, daš prst dol. Evo, super ti gre. Naslednja. Nikoli nisem odprla OnlyFansa. Dola, ne? Ja. A ja, moram govoriti. O glavnem, Salome je dala že 2 prsta dol. Okay. Nikoli nisem uporabila vaginalnih dilatorjev. Oh. Kaj zdaj? Salome je dala prst dol. Nikoli nisem nastopala v predstavi o svojem življenju. To si se naštimala? Ja. Nikoli nisem organizirala zabave, kjer sem zbirala denar za svojo operacijo. Nikoli, A še eno ruko? Ja. Nikoli nisem seksala z nekom, ki ima fetiš na trans ženske. Oh. In tukaj tale, tu so nam je dol prst. In nikoli nisem fejkala orgazma. Jo. Jaz sem ga. Enkrat. Na vest. V glavnem Salome in Sara sta dali prst dol. In imamo zmagovalko. Ej, čakaj, ta zabavo si pripravila. To je bilo zdaj, v kratkem, ali Ne, to je ne, bilo to je že bilo ful časa prej nazaj? nazaj. Aha. Ja, In pa si še pripravila ful dovolj? Je valjda, preveč. Bravo. Več, kot je trebalo. Top. Še ful slavnih oseb je imela takrat, ki Ja. so se Nastopali pridružile. za mojo miciko. Okay. Pa že takrat sem obljubila tam v klubu, da bom enega dneva pokazala. In evo, In sem rekla, to moram izpolniti želje, ne morem samo govoriti, pa nič ne narediti. ženska svoje besede. Ja. Love it. Ampak moram povedati, da sem dogotovila, ko sem odpirala OnlyFans, da sem že imela 2 profila gor, ampak so maili bili zasedeni, se kaj je to? Sem morala pristati une profile, da sem, ampak jih nikoli nisem zalaufala. Ja. Tako da že želja obstaja že dolgo in zakaj pa ne? Je le v tretje gre rado. Spolnost je lepa in zakaj bi se sramovali, pogotovo zdaj, ko sem zadovoljna v svojem koži, v svojim telesom in sem rekla, ja, to je to. Kako te Kaj me naj... boš zdaj? Da te bomo klenila, če lahko. Ti pa A med do tem zadnje? A bi rada do zadnji. Te bomo tudi spredi, zato da lahko med tem poveš v mikrofon, bom šla jaz bliže k tebi, Aha. poveš v mikrofon, kje te ljudje najdejo, če bi rada še karkoli dodala, tako. Ja, kje me najdejo? Link dobijo na Instagramu, aha, tole.
na Instagramu bio, tako da lahko me subscribajo in se bomo lepo družili. Bojo dobili kako mojo vročo vsebinico, da vidijo, kako je muziko širina. Zdaj bomo dobili novo igračo, pa bomo jo uporabili. Je to best. Ej, ful ti hvala, ko si prišla. Hvala vam, da ste me gostili. Res si bila super. Ej, pa res dobro zgledaš, no, moram ti reči. Hvala lepa. Ej, dej sem še tu in povej, ta popustek boš zdaj dala omejen, morajo zdaj takoj iti oni. Zdaj takoj ta teden. Takoj morajo iti v glavno. Nismo Okay, dobro, jaz bi ti pobegla. Jaz bi ti pobegla. Ja, ok. Okay. Yes. Se vidimo naslednji teden. Čau. Adijo!